Občina je kot lastnik in ustanovitelj šole pri njenem vzdrževanju precej aktivna. Do leta 2016 smo šli v kompletno sanacijo strehe, tako da na šoli več ne curlja in kaplja. V letošnjem letu gremo v generalno obnovo telovadnice z prostori za preoblačenje, sanitarijami, tako da bo šola imela to urejeno. Pripravljamo v letošnjem letu vso dokumentacijo za generalno obnovo kuhinje šolske. Moram pa malo pogledati, kaj je z energetsko sanacijo. Šola je primerna po hitri oceni za energetsko sanacijo, stara 40 let. Župan se zaveda, da problematika dotrajanosti materiala ni skoncentrirana zgolj na osnovno šolo Tabor 1. Praktično vse osnovne šole in vrtci so potrebni velikih vložkov za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, vendar se občina kot velikokrat poprej sooča s problematiko finančnih virov. Za sanacijo vseh objektov bi občina potrebovala vsaj 30 milijonov evrov. To je pa denar, ki nam ga je država prikrajšala v zadnjih 10 letih za neustreznem plačevanju povprečnine. Tako da zelo natančno predstavo imamo, kje nas boli, pa na kakšen način bi lahko to speljali. In upam, da bomo se z novo vlado lahko bolj konkretno pa bolj korektno pogovarjali o financiranju potreb v lokalnem okolju. Kljub finančnim težavam pa ima občina za problematiko veliko posluha. Posluh zagotovo je, tudi prizadevanja z njihove strani, vendar je pa razumljivo, da je v Mariboru osnovnih šol veliko in seveda je potem treba napraviti določeno prioriteto. Na osnovni šoli se kljub dotrajanosti materiala zavedajo pomena inovativnega načina podajanja znanja z ogromno obšolskih dejavnosti in spoznavanjem različnih kultur, tudi japonske, saj so v sklopu pouka organizirali učenje pisanja njihovih črk. Moram reči, da je eden od pomembnih elementov tudi to pomeni, da prinesemo elemente določenih kultur k nam, v smislu, da tudi učenci v teh splošnih znanjih dobijo čim širšo predstavitev in pa seveda, da bi ostali čim dlje ali pa nasploh v našem domačem okolju, v Sloveniji, zlasti pa v Mariboru. Ravnateljica je opozorila tudi na problematiko vsakoletnega povišanja vpisa v osnovno šolo. V tem trenutku imamo šolskega prostora v mestu dovolj, ampak za blago rast. Kakor hitro bi pa mesto prišlo do večje rasti, bo pa potrebne ali dograditve ali pa novo. Mislim, da bo potrebna kakšna nova gradnja. Projekt prenove oziroma sanacije telovadnice v osnovni šoli Tabor 1 s pripadajočimi sanitarijami in garderobami bo občina financirala sama, saj je v občinskem proračunu za projekt predvidela slabih 500 tisoč evrov. Občina v okolici šole pripravlja tudi park ob Pekerskem potoku in prenovo pripadajočega skateparka, saj stremijo k temu, da otroci veliko časa aktivno preživijo zunaj.